Lep dober večer, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci. Zimski čas, pravšen za sedeti na toplem in ob kaminu, pa šport spremljati po televiziji. Vendar nocoj gostim gosta, ki deluje v športu, kjer jim ni mar ne za vreme, ne vremenske razmere, ampak delajo na polno in to zunaj. Z mano je spoštovani Miloš Rovšnik, predsednik nogometnega kluba iz Celja. Dober večer. Dober večer. Lepo pozdravljen v ženski areni in on. Pogovarjala se bova o vašem življenju. Najprej se pa dogovoriva, glede na to, da sva prijatelja že skoraj vse življenje, da ostaneva na ti, da se ne bova motila med oddajo. Miloš Rovšnik je rojen Celjan. Katerem koncu Celja si nekako preživel svoje otroštvo? Ja, jaz prihajam iz pravzaprav Dolgo Polje. Če sem bolj natančen, je to področje, ker je danes ta, se reče, obvoznica vzhod-zahod ob železniški progi proti Savinjski. Takrat še tam ni bilo te ceste, ampak je bilo, bi rekel, en travnik in tam, ko je zlatarna, je bilo en takšno igrišče, ena takšna jama, kjer smo po zimi igrali hokej, poleti pa nogomet in blizu je to tudi atletskega štadiona, tako da nekako to kar športno območje in tudi do šole sem imel blizu, malo čez progo na prvo osnovno. Na prvo osnovno. Otroštvo je bilo torej obarvano športno na Dolgem Polju. Si imel kaj bratov, sester? Ne, nisem imel. Jaz sem sam, edinc. Ja, pa tudi ravno prej sem opazoval, da sem danes pogrešal sankače na Golovcu, so mi povedali, da ta sneg ni za sankanje, ker Golovec je bil pač naše igrišče. Takoj, ko je padel sneg, ko smo shodili, smo šli na Golovec s sankami in smučmi in tako naprej. Tako je. Spoštovane gledalke in cenjeni gledalci, ker je Miloš predsednik nogometnega kluba Celje in ker res srcem počne to, kar počne tam v tem klubu, sva vam pripravila nekaj lepega. Bodite pozorni. Miloš bo v času oddaje povedal veliko stvari, dobro poslušajte. Iz najinega pogovora bova izluščila nagradno vprašanje. Naj povem, da pa je prinesel zelo lepo nagrado. Gre za polletno vstopnico na vse tekme nogometnega kluba Celje. Torej, potrudite se, poslušajte, izplača se, nagrada je zelo lepa. Pa nadaljujva v tvoje otroštvo, omenil si prvo osnovno šolo. Ja, prva osnovna šola je, to je še vedno za mene najlepši čas. Nekako prva osnovna šola je bila en čas, kjer sem preživel najlepša leta, bi lahko rekel. To je bila šola, ker je bilo, poleg seveda učenja, smo pravzaprav ves prosti čas, tisti, koliko smo se učili, ampak v glavnem ves prosti čas smo preživeli na prvi osnovni, na igrišču. In super je bil organiziran športno društvo. Imeli smo zelo, poleg ostalih profesorjev oziroma učiteljev, je bil tukaj Janko Viligovšek, ki je bil naš učitelj in mentor. In na tej šoli se je tudi zbrala vsa, bi rekel, pol kasnejša smetana, bi rekel, športnikov, ne samo Celja, ampak tudi širše. In smo tam bili nekako vsi iz iste soseske. To so bili Toplak, Pušnik, Praznik, Samardžič. To so res eminentna imena celjskega športa. Razgor, da on koga pozabil, res smo, zelo veliko smo delali na ta šport in dejansko, kako se spomnim, zdaj, kaj sem počel, sem bil ravno skoraj ves čas na tem šolskem igrišču. Kakšno je bilo to športno društvo? Pogosto slišimo to neko nostalgijo po prejšnjih časih, po časih, ki so minili zaradi načina dela z mladimi. Kaj pa ste vi takrat drugače počeli? Kaj je bilo drugače? Pa ni sam način dela, tudi način, pravzaprav, ko smo mi hodili v osnovno šolo, ni bilo niti televizijskega sporeda preko, mislim, da ob 5. popoldan, kaj šele, ne vem, teh raznih iger, tako da prosti čas je bil od zunaj, na dvorišču. In tudi to je takrat bil čist drug sistem in tudi šole med sabo so imeli organizirane ligo. To je bila hokejska liga, rokometna liga, nogometna liga, košarkaška liga in to so bile tekme na šolah, ker so
prišli gledalci, ne, to ni bilo kar tako brez veze, recimo, pa sodo nam je recimo Štefan Juk. Takrat je bil on že sodnik, on je tudi veliko vplival na nas, bi rekel, na celjski šport, ga ne smemo pozabiti. In se spomnim, on je na prvi osnovni že nam sodil tekme, recimo mi smo imeli tekme tudi ob sobotah. Prva osnovna proti tretji osnovni, pa tako naprej. Tako da to so bili drugi časi, ni bilo, bi rekel, in tam so hodili potem tele iz klubov, recimo strokovnjaki, ki so potem enega povabili v atletiko, enega v rokomet, enega v nogomet. In ni bilo še teh, bi rekel, športnih šol, ker so te starši upisali. Starši so bili sam prišli na govorilne ure v šolo, drugače pa se niso toliko mešali v to naše življenje. Krasno, se pravi, da je šola odigrala veliko vlogo že tudi pri športnih prvih korakih. Ja, šola je v bistvu odločilno vlogo to odigrala in tu so tudi klubi pa šole, bi rekel, to je bil tak pač sistem selekcioniranja, da so bile organizirane te lige najprej med osnovnimi šolami v Celju, potem na področnem prvenstvu je bilo področno prvenstvo, se pravi Savinjska dolina, pa tu gor proti Konicam, potem je bilo slovensko prvenstvo, tako da v teh šolah je bil ta sistem tekmovan in tukaj je bilo potem tudi, bi rekel, baza, da so te, bi rekel, predstavniki klubov potem zbirali svoje kandidate. Omenila sva športno društvo na vaši šoli. Kako se je imenovalo? Imelo je ime in pa... To športno društvo se je imenovalo Ferle Skok, ne? Ferle Skok. Potem je bil tudi ta memorial, v Celju atletski skokov memorial in vedno je imelo predsednika vsako leto. To je bil zelo sistem, vse so bili objavljeni rezultati tekem in to dejansko od 5. razreda naprej je bil sistem že postavljen, oziroma imeli smo tudi tekme med razredi, na šoli, poleg tega ja, to je že bila tista prva selekcija. Smo imeli pa tudi, bi rekel, take derbije med sosedskami, se pravi Dolgopolje proti centru, ali pa smo šli na Hodinjo, pozim hokej, polet nogomet. Se spomnim, da smo bili vedno rivali Hodinja proti Ike. Gostovanje na Hodinji je bilo vedno najbolj nevarno. Ja. Torej, s športom si se okužil že v 5. razredu. Ja, tako. Od takrat naprej živiš športom in živiš šport. 5. razred, 6., 7., 8., takrat ni bilo 9 razredov, vendar že takrat ta športna prijateljstva, že takrat se klasificiraš v rokometu. Ja, tako je pač naneslo. Čeprav sem jaz tudi recimo hodil na atletski štadion, sem bil dosti dober skok v daljavo, pa šprinter, tako da sem tudi občasno nastopil za kladiver, kadar so imeli ekipna tekmovanja, ampak nisem sicer treniral. To sem tako zraven. Potem pa v 5. razredu sem malo tudi hokej treniral. Sam sem se preslab drsal, tako da nisem hokej moč dobro drsati. Tako da pa tudi enostavno so bili malo v šoli problemi toliko športov, tam 5., 6. razred, si se mogel malo tudi potem nekako sistem postaviti, da si se tudi malo v šolo hodil. In pa sem se pač bolj za rokomet odločil. Za rokomet. Kdo so bili tvoji prvi učitelji ali trenerji v rokometu? Ja, takole, kot sem rekel, na šoli me je usmerjal ta tovariš Veligovšek iz Griž, potem pa je seveda odločilni učitelj rokometa kot vseh v Celju iz naše generacije, pa tudi kasneje je bil profesor Tone Gorčič. On je si izmislil rokomet, po moje. Tukaj zraven ne smem pozabiti tudi Mileta Čepina, ki je tudi treniral rokomet. In to so bili, potem je bil tudi gospod Ramskugler, ki so bili, in pa kot sem rekel, Štefan Juk je z nami tu sodeloval. In tako, potem so seveda v Celje prihajali razni trenerji in smo se lahko od njih učili. To je bilo že kasneje, v osnovni šoli, pa omenili si tudi zanimive sošolce, ki ste dejansko vsi nekako naredili lepe kariere iz te vaše. Drugi so naredili res prave, recimo,
če se spomnim, da ne bom koga pozabil. Ne vem, Praznik Aleš, on je bil svetovni prvak, ne, v mladinski rokomet je igral pri Slovanu. Bil je po Vlado Bojeviću edini, ki je še znal vršiti eret iz desnega krila. Mišo Toplak je bil tudi zelo talentiran srednji za Miha Bojevićov naslednik in je tudi naredil malo karijere, potem se je pa predvsem izkazal kot trener, pa tudi danes je uspešen v tem fitnessu. Razgor Igor je tudi uspel trenersko in predvsem pa tukaj seveda ne smemo izpustiti Rolanda Pušnika, ki v osnovni šoli ni bil recimo še prvi golman, ne? Tam ni bil takoj prvi golman. On je kasneje potem naredil res vrhunsko kariero, zato ker je bil izjemno vztrajen in dosleden pri tem športu. Smo pa praktično se družili 24 ur na dan. 24 ur na dan. Katero pozicijo si ti igral? Jaz sem igral na beku, recimo na levem, srednjem. Tako da tukaj je bilo dosti konkurence, se pravim. Ta šola je bila res športna. Potem so bila še tu Sašo pa Sandi Senbach, ona dosti bila hokejista. Ampak ste tudi rokomet igrala, tako da smo imeli močno ekipo. Močno ekipo. Kako so takrat potekali treningi? Vsak dan? Ja, v klubu so bili treningi vsak dan, večinoma vsak dan na skalni kleti. Takrat tudi po zimi, tudi so bili odzun skalni kleti treningi. Tudi po zimi? Ja, ker potem prvo dvorana, ko je bilo Celje za treninge, da smo šli noter, je bila tale šola na Glaziji, osnovna šola Glazija, posebna osnovna šola. To je bila prva telovadnica. In so bili v glavnem vsak dan, zvečer, na skalni kleti ali pa potem na tehnični šoli. Popoldne pa tudi na šoli smo imeli treninge, še za šolo. Še za šolo? Ker takrat je bil tudi popoldne pouk, to je bilo zelo nevarno, ker če je popoldne pouk bil, pa ni bilo do menega doma, mislim od staršev, je pomenilo, da smo tudi dopoldne. Cel dan ste imeli zase. Ste špricar kaj? Tako se je včasih reklo, če si neupravičeno šel iz šole? Ne, nismo špricar, sam smo pa res, če smo imeli kakšno tekmo, so nas spustili, to je bilo brez problema. Vse smo bili tudi šoli pridni, tako bi rekel. Ti bil pridni učenec? Tudi učitelji so, jaz sem imel vse možne, kako se reče, vse uspehe, ki so možni, sem imel v celi šolanju. Dobro, tudi to je način življenjskega učenja. Tudi nezadostno sem bil v gimnaziji pol enkrat, pa sem tudi vse popravil, ampak bil sem tudi odličen. Tako da po prečju je bilo vredno na koncu. Poznaš vsa ta stanja. In si že omenil srednja šola, gimnazija? Kajuh. To je bilo tudi lepo obdobje. Lepo obdobje. Se šport tudi tam nadaljuje? Kako je bilo z organiziranostjo tega v tem času? Profesor Mile Čepin je bil profesor. Imeli smo fine ure telovadbe. Večkrat nas je peljal za Savinjo na kopanje, še oktobra. Smo se šli kopati pri telovadbi na Savinjo. To je bilo super. Kje na Savinji ste se kopali? Ja, šli smo tam, ko je betonarna. Je rekel, jutri pridite s bicikli v šolo, Mi smo se peljali s kolesi tam do betonarne, pa malo po Savinji, pol urce, pa nazaj v šolo. Torej si še bil malo moker. Nihče se ni bal prehlada, bolezni, ničesar? Ni bilo, mislim. Prehlada je. Bil je kak prehlad, ampak to je šlo. To je bilo za zdravje zelo dobro. To se pravi, da je Savinja takrat še ni bila regulirana, ampak je bila za plavanje dovolj primerna. Savinja je bila, tam so bile te zaužitve, ker je bilo možno kopanje. Zdaj, po moje logiki je danes bolj čista, kot je bila takrat, ker je manj industrija. In tako da si se, če dan se tudi kopal, pa takrat je bilo. Takrat se je veliko ljudi na Savinji kopalo, vse dan se tudi, mislim, da se tudi. Ja, drugače bomo imeli pa tudi med srednjimi šolami tekmovanja. Zdaj ne vem, če še to zdaj obstaja, ampak vem, da recimo v rokometu so bili strašni derbi, ker Pušnik Rolando je bil trgovska šola, tam je bil Alič Filipčič, pa so imeli tudi močno ekipo, Stanko Andaluh, tehnična šola, pa Kleč Tomaš, potem je bil pa Tone Tisel, pa Tone Medved, pa Sandi Lesjak, smo bili na gimnaziji, pa veliko nas. Pa smo imeli pa derbi, to so bile, in enkrat je, najboljša je bila tehnična zaradi Andija,
Enkrat smo jih pa tudi mi uspeli zmagati, tako da to so bili lepi derbi, to se je govorili že en mesec prej. In derbi s publiko, z navijači, a tudi navijačice? V glavnem navijačice. Kako so se takrat, ko si že ravno načel to temo, mladi športniki, so bili priljubljeni med dekleti, so bili pritiski? Ne, vse to je bilo, bi rekel, eno druženje stalno na igrišču, šport, tudi punce so igrale šport, potem smo se malo z muziko ukvarjali, eni so bili muzikanti, malo smo hodili na kakve take praznovanja, ne. So pa v Celju bilo dosti vedno športnikov, zvezdnikov, ki smo jih mi občudovali, ne, in smo se potem po njih zgledovali, ne, iz športov raznih, ne, od košarke, rokometa, atletike. In na nek način so to bili vzorniki tudi zaradi tega, ker so bili vzorni ljudje. Dobro, bila so veselja po tekmah pa to, ampak bili so dejansko za vzor ljudje, ki so pridno delali in garali. Kje ste se pa zabavali takrat, tvoja generacija? Kam se je hodilo v Celju v času tvoje srednje šole? Srednje šole? Ja. Ja, to je bil, bi rekel, vse, kar se mene tiče, kar sem uspel, sem račal nekako v mesto, ne, potem nekje so radi šli v Turško mačko, ne, Turško mačko, potem jaz sem vedno malo se oglasil v tem klubu, zelo glasno, pa je bilo tudi ena obletnica pred, že kar minuli nekaj časa, ampak jaz sem tja rad zahajal, tam sem imel dosti prijateljev, takih, ki smo še zdaj prijatelji, pa niso bili ravno športniki, ampak jaz sem se nekako rad tam družil z njimi. Potem smo šli malo naokrog, mogoče do Merksa, tam smo tudi šli, potem smo končali kje v Casablanki ali pa, kaj je bil še prej, je bil nek disko gor na vrh, na Golosu, na drugem nadstropju je bil, tam so bile tudi kar take velike prireditve. Pa ne, tudi takrat so bile pravzaprav te, kako se reče, te množični plesi, ne. Med drugim je bil tudi športni ples, ne, športni ples, potem je bil dobro, novoletni, pa za novo leto dva, pa pustni, pa šoferski, pa 10 maturantskih in v glavnem smo se tudi bolj ali manj teh plesov udeležili, malo pogledali, kaj se dogaja, ne. Tako da enkrat sem ugotovil, nekako sem računal, da sem v tej dvorani Golovec preživel skoraj več časa kot doma, ker če nisem bil na treningu. Si bil pa na plesu. Rad plešeš? Ja, rad plešem. Rad plešeš. Mislim, to, da me potegne, ne, spontano. Super. Spoštovane gledalke. Neorganizirano. Neorganizirano. Kako četvorko bi še spravil skupaj? Pa, začetke. Spoštovane gledalke in cenjeni gledalci, dobro poslušajte. Miloš Rovšnik, predsednik Nogometnega kluba Celje, bo podelil v tej oddaji zelo lepo darilo, nagrado tistemu, ki bo pravilno odgovoril na zastavljeno nagradno vprašanje, ki ga bova postavila malce kasneje, zato samo spomnim, da ne pozabite. Miloš, srednja šola, zanimivi plesi, treningi, šport ostaja v tvojem življenju, družabnost. Gimnazija kot taka ti je dala bogato odskočno desko za življenje. Že takrat je bila zelo spoštovana šola. Kam je tebe pot odnesla s prve celjske gimnazije? Ja, mene je pot odnesla potem, ko sem se odločil za šolo. Šli smo za tisti informativni dan, smo šli sicer v Ljubljano, ampak vem, da nisem prišel do nobene fakultete, da sem šel samo v Ljubljano. Malo po Ljubljani smo hodili. V glavnem, jaz sem se pol upisal na Vekš v Maribor, to je zdaj poslovna fakulteta, to je bila visoka ekonomsko-komercialna šola in imeli smo prvi letnik v Celju. Tam, ker je zdaj tale dijaški, pol je bil tudi, mislim, da dijaški dom, to je nasproti ekonomske, v tej stari stavbi, zdaj je prenavljen. Tam smo imeli, potem sem pa hodil v Maribor, ne, in jaz nisem nikoli tam živel, ampak sem se vozil vsak dan v Maribor, zaradi tega, ker sem tu s športom ukvarjal, ne. Tako da na vlaku sem se učil v glavnem, to sem vsak dan imel 1 uro tja, 1 uro nazaj, sem ta čas izkoristil. Sicer smo imeli dobro družbo, pa ni bilo seveda časa za učiti, tako da smo imeli res fajn, smo se fajn imeli v tem Vekšu 4 leta. To so bili še tisti časi, ko so bili vlaki polni učencev, srednješolcev, polni ljudi? Ja, vse zdaj so spet. So spet? Jaz sem skozi na vlakih
tudi pol šel na železnico. Ravno zato sem malo potipala, tega se bova še dotaknila. Ampak v tistih naših časih, naši mladosti so bili vlaki dejansko eno od osnovnih prevoznih sredstev. Veš kaj, to je zdaj recimo vlak, ne, če se danes dan prebral, ena gospa napisala na Facebooku, kam da je potrebovala iz Savinjske 50 minut, ne vem, od kje v Celje, zaradi tega snega pa to, ne, ampak ko smo mi šli recimo v Savinjsko k svoji babici do Brasla, smo potrebovali 1:45, ne, ker smo mogli iti najprej peš do avtobusne ali pa do železniške, potem z avtobusom do tja, pa spet peš, ne, ker takrat še ni bilo avtomobila. Se pravi, da ta čas potovanja se je kljub temu skrajšal, ne, sam ljudem se bolj mudi, ne. Ja, to je, pa navajeni smo takoj vse. Navada železno sredstvo. Ja, točno tako. In kljub temu, da študiraš v Mariboru, voziš se vsak dan, ohranjaš stik s športom oziroma si rokometaš. Že v klubu? Ja, jaz sem bil skozi v tem celjskem klubu, ne, tako je bilo pri meni, kar se tega rokometa tiče, da... Kdaj se je dejansko začel rokomet v klubu? Prej so bili ti šolski turniri, šolske lige? Rokomet v klubu sem začel leta 71. 71. Takrat smo vsi začeli skupaj, ta generacija, Herman Virt, pa Andrej Luh, pa Praznik, pa to Tiseltone. In potem smo trenirali, bili smo tudi reprezentanti, pionirski, slovenski, tako da je bilo kar to vredo do mladincev. Potem pa je prišel ta čas mladincev, ko prestopil prvo ekipo, ne. Takrat je bilo v Celju, bi rekel, zelo močna konkurenca, verjetno, ko vedno imaš težavo, je bil recimo en Levstik, Vlado, Miha Bojevič, Vuko je Vlado, pač smo trenirali in potem si mogel iti v kak klub, recimo, da so te posodili, ne tako kot zdaj. In jaz vem, da sem šel eno leto, sem šel igrati v Kovinar Štore, je bil rokometni klub. A res? Ja, ker to, ne, cela Savinjska je imela rokometni klube. V Celju je bil bazen, rokometni klub Petrovče, rokometni klub Minerva, rokometni klub Preboj, Šempeter, ne. In tu je veliko igralcev tudi tam prišlo v Celje. To so vsi kraji imeli svoje rokometne klube. To je bil velik bazen, ne. Sanje. Zdaj sam Velenje, v bistvu najbližje. Ja. In tako sem jaz pa prišel v Griže, v Rade, ne vem kam, ampak jaz sem pa imel to neko logiko, da bom rajši v Celju tudi, če, mislim, hotel sem stati v Celju do tistega dne, to je pa bilo odločilno, potem za nadaljno kariero, ne. Podobno je malo z Tiseltonetom. Meni je pač bil trener v Celju Slobodan Čile Miškovič, super trener, super človek. Se ga spomnim. In on je meni enkrat rekel, daj ti danes popoldne priti pomagati, nimamo nobenega trenerja, pa malo vzmi te pionire. In jaz sem šel na to delo in pol drugi dan, tretji dan, ne. In pol sem rekla, bo šel kam igrati, sem rekel, ne, jaz bom kar te treniral, pa bom malo, ampak pol sem jaz sam trenirati začel, ne. Podobno je, vse vem, ta zgodba od Toneta Tisela, ki je tudi, bi rekel, sem v enem trenutku prehiter kariero končal igralsko, če je bil talentiran, ampak je potem naredil zelo uspešno trenersko kariero, ne. Tudi tvoja je bila zelo uspešna. Ja, ampak zelo pomembno na tem obdobju je bilo to, ne, kar je treba povedati, kar danes mogoče ni, da je naš profesor Tone Goršič, poleg da je ustvaril igralce, ustvaril tudi trenerje, ne. In iz naše generacije, mislim, da je bilo takrat v 80-ih letih v tej šoli, celjski, prav je naredil rokometno trenersko šolo več kot 10 trenerjev, ne. Ivezič, Tisel, Toplak, Filipčič, Razgor, jaz, Selčan, Tone Medved. In potem smo mi vsi alternirali v Celje, tu okrog, se pravi to, ta delo za novimi trenerji je tudi zelo pomembno, ne. Potem sem se začel ukvarjati s tem trenerstvom vse skozi, ne, in sem pač, v glavnem sem treniral pol v Celju, pa tudi okrog. Ko končaš fakulteto, v tem času že verjetno kakšno resno razmerje začneš ali pride poroka kasneje, kdaj se je to dogajalo v tvojem življenju, če lahko malce potipava v zasebnost? Ma saj, če sem povedal, da sem se vozil v Maribor, pa treniral, pa da sem hodil na vse preditve, pa v kino, pa to, da jaz sem to mal, nisem imel časa za vse in sem to, bi rekel, tako, ko se reče, bolj resno razmerje, ne. Malo kasneje začel tam, dobro, proti 30, ampak še pa zdaj drži, ne, tako da midva žena se
Ko si dozorel, tudi zato? Ja, ne vem, če sem dozorel, ampak zato celo življenje zorimo, nikoli ni popolnoma. Ni dobro, da dozoriš, veš kak, ko dozoriš, sadeš, pade dole. Pa zgnije. Tako da, ker treba dolgo zoriti. Najpočasi zori in se paca. Si našel v Celju življenjsko sopotnico? Ja, v Celju. In imata družino svojo? Družino, dve hčerki. Dve hčerki. Sta tudi v športu? Nista ravno v športu, bolj sta tudi so bile malo v športu, bolj v tem, bi rekel, plesnem športu, ampak sedaj so pa bolj v poslovnih vodah. Krasno. Krasno. Bova spregovorila tudi o tem in še o marsičem zanimivem v tvojem življenju, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci. Vzeli si bomo čisto kratek premor, vas pa še vedno vabim in spet povabim, da pozorno poslušajte, kajti nagrada, ki jo je prinesel Miloš, je zelo mamljiva in lepa v drugem delu oddaje. Sem že čez 80, pa še zmeraj snemam. Rifle, mi smo! Kaj se dereš, se te slišim. Imam slušni aparat. Preverite sluh in poskrbite zanj. Audio BM. Spet slišim. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, pozdravljeni spet v Ženski areni. Gostim Miloša Rošnika, predsednika Nogometnega kluba Celje. V prvem delu oddaje smo izvedeli, da je dejansko šport njegov drugi poklic že praktično vse življenje. Od začetka ni bil poklic, od začetka je bila to strast, hobi, navdušenje. V nekem trenutku se to prelomi pa tudi v sporedno kariero ob tvoji službeni. Omenila sva, da si študiral v Mariboru, vozil si se iz Celja vsak dan, ob vseh teh aktivnostih, ki si jih imel, in po končanem študiju si takrat že takoj lahko tudi dobil redno službo? Ja, jaz sem dobil, praktično sem imel štipendijo na takrat Jugoslovanskih železnicah, slovenski izpostava Slovenija. Oziroma zaposlil sem se na železnicah, in to leta 1984 in dejansko ob tem delu sem pač se ukvarjal s športom kot trener in ne nazadnje sem pol tudi ugotovil nekje na prelomnici tam leta 2000 nekako, da nekako nisem več zmogel, pa tudi nekako se mi je zdelo, da to ni več za napredovanje, da sem tako imenovani popoldanski trener. Sem bil na eni dilemi, ali pustim to službo pa se posvetim rokometu profesionalno, ali pa pač se neham baviti s tem. In sem potem pač se nekako odločil, da bo zihar služba. In sem takrat tudi prenehal trenirati, bi rekel, ob delu, če tako rečem. Ja. Ampak preden si prenehal trenirati, si dosegel določene stvari, ki so ostale zapisane v zgodovini, žal s celjskim žalostnim priokusom. To je le eden od takih uspehov. Si verjetno edini Celjan, ki je z Gorenjem premagal naše Celjane v rokometu in jim preprečil takrat veliko reč. Kaj je bilo to? To je vse, bi rekel, stvar nekih naključij, ali pa če rečemo, vsaka stvar je za nekaj dobro. Takrat sem šel v Velenje eno leto prej tam trenirati mladince. Tako smo se pač nekako prišli do tega. Sem treniral mladince v Velenju, smo bili drugi v Sloveniji. In prva ekipa pa je v Velenju treniral Tone Tisel. Tudi Celjan. Tudi Celjan in Tone Tisel je začel potem naslednje leto prvenstvo v drugi jugoslovanski ligi in je odstopil po prvi tekmi. Jaz niti pač neke stvari niso bile urejene. On je odstopil, ni bilo trenerja in takrat pokojni Plaskan
gospod Plaskan, ki je zdaj pred kratkim imel. super velik človek. Mi je rekel, prevzam pa ti, ne, kar če me zdaj je bilo tako. Pa sem jaz prevzel, ne, to ekipo, malo smo se lovili, ampak pol na koncu smo tisto ligo pripeljali do konca, celo smo bili 5, čeprav zadnje 4 kola, pa moram tudi povedati, da sem jaz tudi sam prenehal zaradi, bi rekel, določenih finančnih težav in je potem zadnja 4 kola vodil to ekipo pokojni Miro Požun. Tista tekmo v Celje pa tako bilo, ne, šli smo v Celje na tekmo, pač nismo bili favoriti, bili smo tudi bolj, bi rekel, tako amaterski, ne, čeprav smo imeli pa vrhunsko ekipo, pravzaprav, ne, to so bili Novšak, Vogler, Ramšak iz Celja, pač Plaskan, Požun, super igralci, neobremenjeni smo prišli v Celje, ki je bil vrhunski favorit in ponavadi se včasih zgodi, da ena ekipi ne gre, ena ekipi pa gre vse. In potem nastane malo živčnosti in na začetka se je izgledalo, da bo to steklo, potem pa ni, ne. Mi pa smo svojo igro igrali do konca in smo pač zmagali, ne, in dejansko potem se je to povzročilo spet, da Celje ni šlo v prvo ligo, je pa tudi povzročilo, da je takratni trener, ki je bil znani smučarski as Ante Kostelić, ne, ki je v Celju imel svojo tudi Janico in ki se je v Celju naučila smučati, ne, pa vse, je potem šel iz Celja v Zagreb, oni so šli v smučanje, Celje je pa prevzel Tone Tisel in se potem uvrstil v prvo ligo, ne, naslednjo leto. Tako da vse je pač stvar na ključi in na koncu je dobro končal, ne. Vse je dobro končalo. Ko omenjava prvo ligo, mlajši ljudje nimajo predstave, kaj ta prva liga pomeni. Prva jugoslovanska liga, Ja. to je tako, bi skoraj igral v Euroligi, ne. Tako. To je bil, Celje se je uvrstil prvič v to jugoslovansko ligo leta 1974, ko je bila dvorana Golovec zgrajena in to z domačimi igralci. Svojimi domačimi. Doma vzgajenimi igralci. To je bil trener Tone Goršič, bil si Levstik, Bojeviči, Mrovlje in tako naprej, ne. Tomič, Golman, ne. Ja, ja. In to so se uvrstili v prvo ligo. To je bilo res, da si se uvrstil v prvo ligo, ne. Primerljivo današnjo ligo prvakov. Dejansko, tako močni klubi so bili, če omeniva, igralo se je naprimer proti Šapcu, ki je takrat dejansko postal prvak Evrope. Tako da takratna prva liga ste Celju preprečili, To je bilo potem zadnje leto, ne. Takrat je potem Celje prišel, tiste je bilo zadnje leto prve jugoslovanske lige potem, ne. Potem je pa nastala slovenska. Kakšen je bil občutek premagati domače ljudi? Pa osebno si, mislim, kot trener se ti fino zdi, da si pač zmagal, ne, ampak jaz moram priznati, pa to vem, jaz sem šel z igrišča, da nisem bil vesel, ker to je meni bilo Celje premagati, pa da ne gre v prvo ligo, mi je bilo v bistvu zelo težko, ne. Čeprav nekaj noter se mi je fajn zdelo. Kot trener si bil vesel za svoje igralce? Nisem veselja nobenega, ker tudi nisem se počutil, da bi bil, da bi zdaj tam. Ampak bili smo pa mi zadovoljni sami sabo, tako. Še eno vprašanje, preden postaviva nagradno vprašanje. Omenil si domača šola, že ves čas oddaje omenjava s tabo res eminentna imena celjskega in slovenskega rokometa in tudi jugoslovanskega, ne nazadnje, takratnega skupnega republiškega. Kako so bili takrat športniki stimulirani? Ja, dobro, takrat je bilo praktično, če bi zdaj primerjal, so bili to bolj kot ne amateri, ne. Nekje so vsi pravzaprav bili v nekih službah, počasi se je že postavljal nek polprofesionalizem, ampak ni bilo to nek denar, od katerega bi ravno lahko živel, ne. Ker je pač uspel potem nekam iti v tujino, kar pa takrat ni bilo tako enostavno, je še bila nekaj časa celo tista preka do 28 leta, tako da to je bil nekje amaterski šport, ne, mislim, polamaterski, ne. Pač trenira se vseeno veliko, ne. Je pa res, da mogoče, pa ne, res, to je tudi sigurno, je bilo manj tekem, zdaj danes, ko gledamo, je več teh tekem, več je
Tako da danes bi rekel, da bi pa spet težko si zamislil, da bi na tej ravni, ko je, ne vem, ena prva liga, še uspeli igralci, ne vem, hoditi v neke redne službe, vse tisti vrhunski čas. Tako da vse stvari niso ravno čist primerljive, ne. Je pa res, da je za Slovenijo, ne, ki je majhna, ima izjemno kakovosten šport, pa zdaj spet Celje tukaj odstopa v Sloveniji, da napolne vse te kakovostne ekipe kolektivnega športa, pa potem individualnega, od atletike, juda in tako naprej, rabiš zelo, zelo konkretno in strokovno selekcijo. Ne? To pa mogoče danes ni na takem nivoju. Oziroma premalo nas je, da bi prepustili to samo eni šablonski selekciji, ampak je verjetno treba še bolj usmeriti, da lahko potem pariraš tem državam, ki imajo večje potenciale, in to, kar delajo recimo Slovenija, na nek način je še vedno zelo dobro, ampak mi smo, kar je dobro, smo vedno nezadovoljni, hočemo več. In tudi kar dela Celje, ne, da imamo praktično 5 prvoligaških ekip, ne, v slovenski ligi, pa še atletiko, pa judo, pa, ne vem, pa hokej. Ne, zdaj, to je tudi in da ja. praktično vsi sodelujejo tudi na mednarodnem področju, to je... Ja. Je pa to tudi pomembno vedeti, da je tak močen šport, ne, to pomeni tudi, da so pogoji za zdravo življenje mladine dobri, ne, ker če je to klubov, potem se ogromno mladine ukvarja športom, kar je za državo in družbo zelo pomembno, in tako da tisti denar, ko gre v šport, je dvakrat naložen, po moje logiki. Tako. Ker vsi, ki so se ukvarjali športom, in jaz sem treniral veliko fantov, so vsi potem v življenju na tak ali drugačen način pač uspeli, predvsem pa, da niso šli za kakšna kriva pota. Tako. Ne. In nocoj bova podelila nagrado. Ja. Polletno vstopnico za vse tekme nogometnega kluba Celje, kjer si sedaj ti predsednik kluba. In s tem bo morda nekomu ne bo postal ravno nogometaš, bo pa hodil na tekme in čas koristno in zdravo izkoristil ob navijanju za Celje. Boš postavil nagradno vprašanje? Ja, bom povedal, ne, da jaz na koncu sem tu pristal v nogometnem klubu, kar mi je velika čast. Se bova še dotaknila seveda tega tudi. Imam rad ta nogomet in je to tudi en celjski šport, čeprav mu včasih se rekli Celje rokometno mesto, ampak tudi nogometno. Nagrada se pa dotika pravzaprav nadaljevanja prvenstva v slovenski nogometni ligi in je v bistvu po mojem ni tako težka nagrada in sprašujem gledalce oziroma gledalke in gledalce, kdaj se začne nadaljevanje prvenstva in s katerim nasprotnikom igra Celje to prvo tekmo. Jaz bom malo pomagala, derbi bo tak močan. Derbi, zelo derbi, v katerem bo veliko emocij, po mojem. Tako? Ampak še bolj zanimivo bo to za gledalce in upam, da bodo, ne vem, to v režiji se bo javljali in boste vi sporočili. Tako je, midva sva postavila nagradno vprašanje. Nagrada je pa, kot smo rekli, stopnica je nagrada polletna. Za ta spomladanski del prvenstva. Tako, za spomladanski del prvenstva. Stanje naš dežele. Tisti, ki bo vedel pravilen odgovor, bo, ko vas bom opozorila, se bodo na ekranu izpisale telefonske številke, poklical, dobil naju v studiu, gostu Milošu bo podal odgovor, Miloš bo povedal, ali je odgovor pravilen ali ni in pustil podatke pri naših fantih v režiji, iz kluba pa bodo vstopnico poslali na vaš domači naslov. Torej, kdaj se začne drugi del rednega prvenstva in pa s kom? Kdo bo prva tekma, nasprotnik na prvi tekmi. Midva pa ostajava v Miloševi življenjski zgodbi, vse življenje je prepleteno s športom. V nekem trenutku si ugotovil, da ne moreš obvladovati in rokometa, in službe, in vsega, da obe zadevi zahtevata celega človeka in si se odločil, da enostavno opustiš. Tudi trener nisi bil več.
pa vendar ostaneš v športu. Kako in kdaj se zgodi nogomet? Ja, to se treba vedeti. Jaz se vozim, oziroma še vedno delam. Ne. V glavnem sem se vozil v Ljubljano v službo, ne, in hkrati pa treniral, ne samo v Celju, tudi še v Litiji, pa v Velenju, in praktično sem bil cel dan na poti, ne. In to potem ni šlo, oziroma sem bil pošten tudi do športa, nisem hotel biti na pol trener. In potem sem se pač vseeno udeleževal teh vseh tekem in tako naprej, ostal v zvezi tega. Kar se pa tiče nogometa, je pa tako, ne, da pravzaprav je pa to šport, na katerega sem se najprej začel aktivno udeleževati kot gledalec. Od tam, ker sem stanoval pa do Glazije, ker je bil nogometni stadion, ni bilo tako daleč, ne, in že nekje pravzaprav od prvega razreda osnovne šole sem shodil na tekmo v nedeljah na Glazijo. To me je mama vedno pustila na tekmo na Glazijo. In jaz sem še občudoval te stare zvezde, kot je Hansa Hribernik, pa Kompan, pa potem kasneje Dobrajc, Savič. No, Savič je že bolj moja generacija in sem rad spremljal te tekme. In sem vedno, in tudi tam, kjer sem stanoval, je pa železničarski blok, ki je pa bil vedno sponzor nogometa, in v našem bloku so stanovali tudi določeni, zdaj tisti, ko so starejši, se bojo spomnili mogoče recimo Devčiča, ampak to ne vem, to mora biti kakšni starejši gledalci, ampak on je bil zvezda Celja v nogometu. Tako da sem malo s tem rastel gor in je bil to v tem kontekstu prvi šport, ki sem se ga udeleževal. Potem pa je pač naneslo nekaj, kako se reče, beseda da besedo. In sem se znašel tudi v tem nogometnem klubu v enem malo težaškem stanju, ampak zdaj smo se nekako kar stabilizirali. Na odzveni je čutiti spremembe, da se stvari stabilizirajo. V času tvojega predsedovanja ste postali tudi državni prvaki. Imeli odprte poti na nek način v Evropo? Imeli smo odprte poti, samo nobena stvar ne gre čez noč, treba je dozoreti v vseh pogledih. Imamo zdaj zelo kakovostno strokovno vodstvo in igralce in tudi upravo kluba na čelu z generalnim direktorjem kluba Valerijem, in mislim, da je zdaj to prava pot, da se s to ekipo, ki je zdaj v klubu, v letošnjem letu doseže en rezultat, in tukaj so seveda ambicije, da se ta velik štadion v Celju končno izkoristi v smislu tega, da bojo tam tudi prave tekme. Se bo tudi štadion v določeni meri moral tudi modernizirati, tako da bojo tam lahko tudi recimo evropske tekme v kakšni ligi Evropa ali pa kaj, ker take so ambicije, in mislim, da je to spet koristno za Celje kot mesto. Lepo je, da tudi mestna občina Celje to razume, da dobro sodelujemo, da sodelujemo tudi z ostalimi športi, da se moramo povezovati, in pač jaz sem vesel, da so mi dali, nisem to pričakoval takrat, da se bo tako obrnil, da na koncu pristal nogomet, ampak sem bil, pač sem to nekako sprejel z eno voljo, da bi pomagal, pač kar lahko. Zdaj so se te stvari, začetka je bilo malo težav s temi financami, vemo, kaj se je vse odvijalo, ampak dobili smo resne partnerje. Je težko dobiti danes partnerje v šport? Ja, seveda je težko dobiti partnerje, ampak jaz bi rekel, da je Celje športno mesto. Celju se je treba vedno zahvaliti vsem tem sponzorjem, donatorjem, ki držijo ta šport na tem nivoju. Je pa res, da je Celje premajhno, da bi lahko samo sfinanciralo potem šport na tistem res vrhunskem nivoju nekih lig, evropskih lig in tako naprej. Ampak po drugi strani pa vidimo, da smo praktično v vseh kolektivnih športih v prvi ligi, na vrhu lestvic, nekje pri Evropi, vidimo rokometaši, mi pa nogomet trenutno pa upamo oziroma moramo verjeti to in verjamemo, da bomo ta uspeh, ki smo ga dosegli že z enim naslovom, da bomo to še ponovili
Še nadgradili. In zdaj se bo kmalu začelo tudi tole prvenstvo. In Tako spet opozarjava na Ja. nagradno vprašanje, kdaj se začne prvenstvo in s kom je prva tekma, prvi derbi. Bo že derbi in jaz verjamem, da imamo zelo dobro ekipo, ki želi, to je zelo pomembno, ki želi, imamo dobrega trenerja, v nas pa cel strokovni štab, dobro upravo na čelu z gospodom Valerijem in ostalimi člani uprave. Tako da Kako je v nogometnem klubu, veš, da sem jaz bolj v rokometu doma, je veliko podmladka? pomladka je v Celju ogromno. Je. Je ogromno, tu je v selekciji ogromno, tudi v tej selekciji, ko so U19, se sedaj nagibamo, da bi celo bili prvaki v Sloveniji in se zelo kakovostno dela. Imamo tudi nekak način dela, da se v Celju zbirajo tudi ti dosti kakovostni igralci iz celotne Slovenije, tako da celjsko moštvo je znano po tem, da v njem igra veliko slovenskih talentov. Tako da na nek način Celje tudi deva zelo pozitivno noto k razvoju nogometa v Sloveniji. Je pa sam težava v tem, da v Celju nimamo dovolj igrišč, ker to sem ravno zdaj ugotavljal, da je Celje fenomen po športu. Če gledamo zgodovino športa Celja, to so neverjetni ljudje, bi mogli narediti res en muzej športa ali pa se izdati na almanah. Zgradile so se odlične dvorane, Golovec, že pred, zdaj bo 50 let, Golovca, potem Zlatorog, te telovadnice. Pri nogometu pa potem, ko se je iz Glazije preselil na Skalno klet, se je dejansko, potem se je zgradila sicer arena, ampak mi imamo praktično samo 2 igrišči, eno pa še z umetno travo in to je dejansko premalo za razvoj igralcev. Ampak sem dejal, zelo imamo posluh, imamo športno mestno občino, Celje, ki razume šport in to je permanenca in mislim, da bo tako tudi naprej. In se pogovarjamo intenzivno, da bi tukaj malo nadoknadili zamujeno, da bi dodali vse 2-3 površine za trening mladih naraščajnikov oziroma bi v prihodnje to tudi omogočili razvoj tudi tega športnega turizma, ker mi smo imeli že zdaj priliko mnogo ekip iz tujine, ki pridejo tudi v Slovenijo na priprave, pa bi namesto na Rogli mogoče trenirali v Celju, ker je Celje pač malo življenja, ampak nimamo igrišč. Tako da tukaj je veliko prostora ne samo za razvoj mladih igralcev, moramo vedeti, da smo zdaj tudi začeli z pripravo ženske ekipe. No, ravno sem hotela vprašati, kako je s tem? Tako da igrišč bomo potrebovali veliko in tako naprej. Ja, dali smo zdaj razpis oziroma povabilo deklicam, da se odzovejo v klub in da počasi formiramo tudi žensko enoto. Je odziva kaj? Ja, odziv je velik. Sej, kot vidimo, je ženski nogomet v vzponu, je zelo napredoval. To je trenutno najbolj in. Je in koliko sem zdaj uspel malo to spremljati, recimo mi imamo od našega slavnega selektorja, gospoda Prašnikarja hčerko, ki je igral Eintracht Frankfurt in tam prihaja na te tekme po 60,000 gledalcev. Na ženske tekme? Na tekme ženske in jaz mislim, da se bo tudi ženski nogomet v Celju razvil. Je pa res, da zdaj nujno potrebujemo ta igrišča, da bomo lahko trenirali, da bo možno igrati. Da bo dovolj infrastrukture za vse. Tu smo malo zaostali, ampak imamo zelo dobre, že tradicionalno je celjska občina vedno bila nekako naklonjena športu, kar je seveda normalno, tudi ker se to vrača. To se vrača. Imamo nekoga z nami. Dober večer. Ja, dober večer. Se čujemo? Ja, slišite. Dober večer. Kdo je z nami? Bojan. Gospod Bojan, nagradno vprašanje ste slišali? Ja. Ste. Potem pa predajam besedo predsedniku nogometnega kluba Milošu, pa se pogovorita. Ja, če ste slišali, dober večer, gospod Bojan. Ja, zdravo, Miloš. Zdravo. Če se zdravo, da se poznava, Bojan. Ja, se poznamo, ja, smo ista generacija. No.
Ja, kdaj je ta prva tekma nadaljevanja prvenstva in s kom? Ne? To je bistvo vprašanja. Ne? Ja, en dan pred mojim rojstnim dnevom, to bo 11. februarja, pa črno-belo bo, ne, piše, ne, z Muro. Točno, odgovor je pravilen, pa še to je, da zdaj sem ugotovil, da imamo mi dva dni na razen rojstni dan. No, lepo. En dan, ne, jaz pa imam en dan prej, tako da v redu. Krasno. Se čestitke za pa pravilen tako odgovor piše, in potem se vidimo na štadionu. Ne? Ja, se hodim vedno, ja, se vidimo tam, ja, tako da. No, lepo, čestitke. Zdaj boste imeli pa karto, če jo že imate slučajno, jo boste lahko podarili partnerki ali pa kakšnemu prijatelju, da boste v družbi čim bolj spodbujali nogometni klub Celje. Iskrene čestitke, ostanite prosim na zvezi, da boste oddali svoje podatke našim fantom v studiu, da vam bodo lahko ljudje iz kluba poslali to vstopnico. Da, lep pozdrav, je zanimivo poslušati Miloša, tako se smejim zraven. Okay. Ja. Hvala lepa, srečno. Ja. No, tako. Celju se dejansko manj ali več vsi poznamo, to je tudi prednost takšnih malih mest. Pa vendar ti zadnja leta iz Celja po počitek greš nekam drugam. Ena destinacija je, kamor pa se s svojimi najbližjimi umaknete in si napolnite baterije in novo energijo. Kam odhajaš rad? Ja, jaz rad odhajam, jaz rad odhajam v Grčijo. Ne? Če se le da, grem v Grčijo, tam hodim na en otok. Mislim, bil sem skoraj na vseh, ne na vseh, ker otokov je 800, ampak bil sem, to predvsem zahvaljujoč ženi, ne? Ampak bil sem na več kot 20 otokih in zdaj nekaj zadnja leta pa sem se zaljubil v ta Karpatos in tja grem, če se le da, vsako leto, bolj v začetku, ker polet sem rad v Celju, ne? Polet grem rad na bazen v Celju. Polet sem rad v Celju. Da, na dopust odidem bolj konec septembra, pa maja že tudi. Ne? Poleti pa se mi zdi kar Celje zanimiv. Ne? Celje živi in opažen si v teh družabnih dogajanjih. Kako se ti zdi izhod v mesto danes proti mladosti, proti tistim mlajšim časom? Ja, to je... Dobro, tudi mi smo se spremenili, ampak vseeno praviš, da si poleti rad v mestu. Torej nekaj je, kar se dogaja, kar... Ko smo se žena spoznala, ne, v bistvu potem, ker ona je tu malo tudi za dobro, ni daleč od Celja, ne, praktično to je Celje. Ne. Seveda. Ampak jaz sem palil nekako navado, da jaz stalno hodim v mesto, ne, to se pravi v center. Včasih je tako bilo dejansko sam center, ker tam so bile vse trgovine in bila vedno gužva, ampak jaz, odkar se spomnim, ne vem, že v osnovni šoli sem šel vse 3-krat na teden v kino, ne, v Metropoluni, on se pravi, skozi sem hodil v to mesto in to mi je ostalo, jaz navajen, da moram iti na pošto, na vse v mesto, se pravi v mesto, na kafe in tako naprej. In se v Celju se izredno super počutim in tako da tam se tudi nekako širi ta debata in tu smo tudi v nogometu malo začeli tako, da smo s temi lokali v mestu, da smo tam in dali naše plakate, da tudi kakšno karto podelimo, ker je za vsako mesto je pomembno, da se tem, kakorkoli vemo, da imamo zdaj Novo vas, Hudinjo, pač ljudje živijo na vsakem koncu, ne grejo, ampak nekje en tak center, ker se ljudje srečujejo. Ne? Tako. In pač Celje je izredno lepo mesto, izredno zgodovino imamo, tako tudi novejšo, imamo lepo zgodovino, imamo, rekel, enkratne športnike, pa ne samo športnike, mi smo danes pozabili omeniti, jaz imam zelo rad kultura, ne? Kultura pa šport v Celju, to gre eno z drugim. Tako, se prepleta že ves čas in tebe videvamo ravno na teh družabnih dogodkih, tudi kulturnih. Kaj ti je najbolj pri srcu od celjskih danosti v kulturi? Kam greš? Jaz grem rad, recimo, če so, grem tamle, recimo, ne smem zdaj reklame delati, če kak koncert, kje poleti sploh, ko so ti koncerti odprti, ne, da malo greš pogledati, kaj je noga, kakva nova skupina. Tudi v kino rad grem, zdaj je Union, sicer zdaj vidim, da je Uniono so te predstave, ne, jaz sem prej hodil v Metropolu so zdaj razni koncerti.
Pa še več, bi rekel, je teh dogodkov, ki so tudi dogajajo na sami, mogoče so malo marginalni, razne razstave, ampak tega je v Celju pravzaprav zelo veliko. Jaz sem tudi naročen na to novice. Ne. Vsak dan dobim, v Celju dogaja in to vsak dan nekaj dogaja. Ne. In v tem pogledu sem ravno zadnjič govoril, da bi v Celju bi mogli izdati eno knjigo o tem športu, tako, ki bi bile razne zgodbe in pripovedke, kaj se je vse dogajalo, prepletanje športa, ne, ker to, recimo, več bojo ljudje pozabili, ne. Ne vem, če pogledamo samo par primerov, vem, da profesor Mile Čepin, ne, on odlično igra klavir. Tako. Gorčiči, mama igralka, brat vrhunski zborovodja, en brat pokojni Neverjetna Janez, družina. bil na Evroviziji. Da. Dej Hučevar, najboljši song napisal, pa je skakal daljavo za kladiver. Ne? Se pravi, Tako. da Boris Zupančič, vrhunski umetnik, Košarkar in umetnik. Ja. Tako. To se skozi prepleta. Ne? Tako. In to so zgodbe, ki jih je treba nekje zapisati. Ne? Morda se najde kdo. Nama se je prikazal lik, ki bi bil primeren, Ja, jaz imam enega malo v mislih, tega ne bom izpostavljal, pa sem... ampak ga bomo skušali nagovoriti. Oba veva, za koga gre. Je še kaj takega, kar pa ti vidiš v Celju, kar morda pa le manjka, da bi bilo pa tisto še kakšna pika na i, ali bi kaj spremenil? No ne, zdaj, veš, v Celju, recimo, vsi že par let, jaz sem se tudi malo ukvarjal s to politiko, govori o tem oživitvi mestnega jedra, ne? Tako. Ampak pač ne, zdaj, to se je zgodilo, so se nastali ti centri, druge sosedske in ljudje, mi smo navajeni, gremo pač v mesto na kafe, to je normalno. Naša generacija je to počela redno. Po drugi strani pa velikih samo govori o tem, pa nikoli ne pridejo. Ne? Tako Točno da, to. To je, mislim, narobe, tako da dober zgled vleče in jaz verjamem, da se je v zadnjih letih to tudi začeli izboljševati. Treba je to tradicijo nekaj vzpostaviti, ampak kar je treba v bodoče, jaz tudi v športu gledam to, treba je več stika z mladino. Ne? Mi imamo ogled na tekmah kar dober za slovenske razmere. Ja. Več pa je potrebno, da pride mladine, tudi na druge športe. To je neka publika, ki je že kar tradicionalna. Ne? Tako. Včasih smo, se mi zdi, srednješolci več hodili na šole in tukaj je še veliko prostora, da se naredijo kakšni koraki naprej. Tudi publiko je treba podmladiti. Tako da je treba tudi s publiko delati v tem kontekstu, ampak je tudi na drugačen način vabiti. Ne? Ker danes je treba mladine vabiti na drugačne načine, na tekme, kot jih tudi vabijo na druge zadeve. Ne? Tako da Celje je mesto, ima ogromno mladine, šol in je treba zainteresirati, ker ne smemo pa pozabiti, da se jih, kot sem prej omenil, če bi vse klube naštel, tu se kar nekaj tisoč mladine, nekaj tisoč se jih ukvarja s športom, kar je pa za mesto izredno pomembno, zaradi tega, ker potem je pač veliko manj drugih problemov. Ne? Tako da jaz sem, kar se tiče Celja, optimist. Si optimist. Kaj pa konkretno v vašem klubu? Je še kaj takega, razen zunanjih igrišč, ki bi še kakšna ambicija, ki bi jo želel izpostaviti ali pa želja, da bi jo še želel realizirati? Jaz moram povedati, da nogometni klub Celje ima velike ambicije in tudi uprava, ki dela pod vodstvom Valerija Kolotila, dela izjemno kakovostno. Me veseli, da imamo tudi skozi permanentno zelo dobre odnose z mestno občino, ne glede na to, tudi z novim županom smo se že lepo povezali in moramo sodelovati v korist mesta Celja, pa potem tudi zahvala prejšnjemu županu za vse dobro, kar je naredil. Bi pa rekel, ne, da so ambicije velike, ne, ampak ne čez noč. Najprej moramo štadion malo posodobiti, ker zdaj ta štadion je nekako rangiran samo za tekme do druge klasifikacije, kar pomeni v pretekmovanju, ne pa v ligi, če se vrstiš. Treba je nekaj stvari dodatke narediti, kar že delamo na tem in da zgradimo ta igrišča. V nadaljevanju pa so še druge ambicije, da bi nekako tudi sodelovali
pri razvoju športnega turizma, ne? In da bi, kot vemo, je šport en pomemben generator tudi privabljanja množic v Celje, kar smo videli tudi na zelo uspešnih teh rokometnih turnirjih, ki jih je Jure Cvetko, lepo ga pozdravljam, ker je lepo to organiziral in te športni dogodki so tudi pomemben generator, ker v mesto prihajajo športniki, navijači, prijatelji in tako naprej. In mislim, da je skozi to tudi dosti ljudi se vrača. Tako. Tako da tudi gasilska olimpijada je na nek način seveda, absolutno. Torej, naj se izpolnijo ambicije in na športnem področju, nogometnem, kot tudi v tvojem zasebnem, predvsem ti želim veliko zdravja, sedaj, ko se rehabilitiraš, da... Prosim? Zdravje je najpomembnejše. Najpomembnejše. V trenutku se lahko vse spremeni, kaj ne? Zelo malo je, tanka je črta. Tako je. Malo je treba imeti sreče. Mogoče srečo imajo hrabri. Pa treba pozitivno razmišljati. Veliko je v glavi. Veliko, ja. Veliko. Naj te sreča spremlja še naprej in tvoj pogum. Hvala za nocojšnji obisk, hvala za darilo nogometnega kluba Celje in vse dobro še naprej ti želim, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, verjamem, da ste uživali v pogovoru. Hvala gledalcu, ki je poklical in pravilno odgovoril na nagradno vprašanje, mi pa se vidimo spet prihodnjič.